Tako sem se na lovu za samozavestjo, brez Kakaduduja in Foxnerja, s svojim Pepemobilom odpravil v kraj z imenom Prestranek, kjer so mi že čakali otroci iz pivke. Seveda mi je uspelo. Jaz najraje hodim na obiske. Hudkoniček, koliko moči pa ima? Misliš na moj Pepemobil? Veš kaj, koliko moj Pepemobil konjev? Pojma nimam. Ampak doslej me je še vedno pripeljal na cilj. Ampak naj ostane tu. Ja, tebe zdaj čakajo pravi konji. Pravi konji? Tako se pa nismo zmenili. Tisti čisto pravi konji so ogromne živali, ki te lahko brcnejo, ugriznejo ali pa vržejo s hrbta. Z njimi nočem imeti opravka. Toliko samozavesti pa nimam. Wow! A niso čudoviti? Mislim takole, takrat, ko so takole za vrati, a ne? Za vrati? Za vrati, ja. Če bi pa srečal takole enega oči na oči, potem pa ne vem, kaj bi naredil. Sej niso nič grozni. Prav lepi so. Ajo? A je že šel? Daj no, Pepe, poglej, prijazen je, čaka, da ga skrtačimo in pripravimo za jezdenje. Torej, izziv, ki me čaka, je krtačenje konja. Ne krtačenje, jezdenje. Ja, jezdenje. Ja, otroca me vi hočete na drug svet spraviti, ali kaj? Ne no, samo pomagali bi ti radi. Ja, boš videl, kako ponosen in samozavesten boš, ko ti bo uspelo. Če mi bo uspelo, srce, če mi bo uspelo. Ko ti bo uspelo? No, morda pa ukvarjanje s konji le ni tako zelo nevarno, kot sem mislil. Ja, jaz ti moram priznati, veš, jaz se spoznam samo na morske konjičke. Vse bo v redu, kar pogumno. A ja? Otroc, a vi veste, kako se jaha? Pač sediš in čakaš, se mi zdi. A ja? Ni ravno tako. A ti znaš jahati? Meni se to zdi tako, kot da bi, recimo, kot da bi vozil bicikel. A se ti ne zdi? Jaz znam jahati in sem tvoja izzivalka. A ja? A probava? Za jahanje potrebujem zelo tesno prijete hlače in cel kup priprav. Da o ustrezni jahalni obutvi sploh ne govorim. Tu je še dodatna oprema, med katero Pepetova mornariška kapa zagotovo ne sodi. Potrebna je čelada, pa poguma in samozavesti tudi ne smem pozabiti. Končno ustrezno opremljen na povodcu na prizorišče današnjega izziva pripeljem svojega novega prijatelja. Konju je ime Steg in zdi se, da ni preveč navdušen nad menoj. Zato ga mora, medtem ko jaz plezam nanj, pridržati prijazna trenerka. Pot na njegov hrbet pa je dolga in naporna. Ker pa se v sedlu ni enostavno obdržati, je pot navzdol kratka in precej trda. Za povrhu se od nekod nenadoma pojavi lisjak Foxner, kar dodatno prizadene mojo samozavest in okrepi bolečine ob padcu. Če pa to velik nebotičnik, jaz sem zdaj iz 6. nadstropja dol padel. Gospod Steg, a bi bil tako prijazen, pa bi malo počepno, da bi jaz lažje na ves splezal? On me ignorira. Veste kaj? Foxnerju in temu gospodu konju Stegu bom jaz pokazal, kako se jaha. Je prav? Ja. Okej. Končno sem zbral vso samozavest tega sveta in se odločil premagati strah pred konji. In povem vam, v drugo je vse dosti lažje. Gremo? Foxner da znak za začetek izziva. Foxič, prestrašil boš konja. Samo poglejte, kako elegantno jaha sotekmovalka. Kakšna spretnost, koliko znanja in koliko samozavesti, kaj ne? Zdaj sem pa še jaz na vrsti. Kako ta urca
Časovnica tik-taka je nam pomembna. Bravo! Odličen si bil. Foxner se že ne bo smejal mene. Samozavest? Je pa zrasla. Ne, res. Odlično se počutim. Tako je prav. A gremo plesat? Ja! O, ti si. A si me videl, kako sem bil dober, a? A si me videl jahat? No, a sem končno tudi jaz zmagal na enem izzivu, Ja. Čestitam, Pepe, izkazal si se. Moram povedati, da sem kar mal ponosen, ker sem me tako lepo pohvalila. Samozavest je zdaj na vrhuncu. Otroci, a smo za ples? Ja! 1, 2, 3, poglej, kako